Vino je sopotnik srečnim, ni pa odrešenik nesrečnim. Podobno je človeku, ki ga pije. Če človek dober, je dobro tudi vino. Drago Medved. Hvala lepa. Krona kar obstala na glavi še prihodnje leto. Tudi takšni fotografski, ki se mi tudi uspevajo. Hvala za vse. Sara je tudi članica pevskega zbora, ki je že nastopil. Prihajamo sicer iz demokratične ureditve, vemo, kdo je kdaj kronal kralje, kraljice, cesarje, vemo tudi, kdo se je v zgodovini okronal sam, ampak kraljice so različne, vse glavce so izrazito simpatične, ampak ta nesrečna krona mora pristajati prav vsaki. In če smo povsem natančni, vsaki tudi pristaja. Prosim za rahel pomik glave 10 stopinj leva. Pa 10 stopinj desno. Hvala lepa. Sara Stadler, vinska kraljica Slovenije, za leto 2015 Slovenija. Kmet je kralj, če ima lepo in čedno napravo, če ima zemljo, da jemlje iz nje za življenje in davek, če nima dolgov, pač pa polne hleve, in če ima še kopico zdravih in pokornih otrok, je kmet kralj neodvisen od celega sveta. Torej, iz tega lahko potegnemo, da je moj oče kralj, ker je kmet. In to je tudi mene že prej naredilo princeso. In danes me je moja življenjska pot pripeljala do tega naziva, da sem postala slovenska vinska kraljica. Zavedam se odgovornosti tega naziva in obljubljam, da si bom vdano prizadevala k širjenju prepoznavnosti slovenskih vin doma in po svetu. Prihajam iz Bistrice ob Sotli, majhne vasi na obrobju vinorodne Štajerske Slovenije, kjer sta vino in kultura pomemben člen življenja in dobrega vzdušja med mojimi sokrajani. Zato želim z vinom in vinsko kulturo navduševati tudi druge ljudi širom sveta in Slovenije, da bodo razumeli, koliko truda je vloženega v vsakem kozarcu in cenili delo slehernega pridelovalca vina. Vinska kultura je predvsem zdrav način življenja z vinom. Rada bi, da bi se tega zavedali vsi, predvsem mladi, ki največkrat zlorabljajo njegove hedonistične učinke. Uživati bi morali zmerne odmerke in se izobraževati v zavedanju, da je vino vrednota, ne pa samo opojna alkoholna pijača, ki se jim ponuja na vsakem koraku. Ozavestiti jih moramo tudi o nekvalitetnih in škodljivih vinih, ki jih najdemo na trgovskih policah. Naj povzamem besede gospoda Draga Medveda, ki je v svojem vinskem revirju med drugim zapisal. Lepo bi bilo, če bi dosegli, da bi se tudi na Slovenskem znašlo vino le v takih prodajalnah, katerih bi se dobro počutilo in ne bi bilo ponižano na raven navadnega potrošniškega blaga. Ne mislim le na dražje buteljke, tudi cenejše pitno vino mora biti kulturno ponujeno in postreženo. Vas, dragi vinogradniki in vinarji, pozivam k večjemu povezovanju, združevanju in podiranju navideznih mej med vami. V slogi je moč. To naj velja tudi za celoten slovenski prostor. Truditi se moramo, da bomo konkurenčni ostalim velikim vinorodnim deželam,
ki so že davno vzpostavile učinkovit tržni sistem. Imamo imenitne vinogradnike in vinarje ter izjemne strokovnjake, zato se lahko razvije zgodba o uspehu slovenskih vin. Pri tem pa se obračam tudi na gostince, ki imajo najpomembnejšo vlogo pri širjenju vinske kulture in promociji vin iz vseh vinorodnih okolišev. V času mojega mandata nameravam aktivno sodelovati s prav vsemi in gotovo se bo porodila kakšna dobra ideja, ki jo bomo skupaj udejanjili in s tem prispevali k še boljši prepoznavnosti in promociji slovenskih vin. Hvala moji družini, vsem prijateljem in sokrajanom, ki me spremljajo in podpirajo na moji poti ter so danes tukaj z mano. Iskrene čestitke bivši vinski kraljici Sandri Vučko za odlično upravljeno delo v času njenega kraljevanja. Pohvala tudi vsem bivšim kraljicam, ki so pripomogle k večjemu slovesu vinorodne Slovenije. In ne nazadnje, hvala Pomurskemu sejmu, ki z organizacijo projekta Vinska kraljica Slovenija pripomore pri širjenju vinske kulture in prepoznavnosti Slovenije kot vinorodne dežele. Hvala.